Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Moj ljubi sveti Daniel Comboni. Priznam, da sem vedno nekoliko v zadregi, ko moram načeti pogovor s kakim od svetniških misionarjev. Nisem namreč čisto prepričan, kam se bodo nagnile tehtnice, ki bodo ob koncu časov pretehtale, kaj je cerkev skozi zgodovino s svojim misionarjenjem in nalašč ne rečem oznanjevanjem ali evangeliziranjem naredila oziroma povzročila. Nikakor ne dvomim v dobre namene velike večine misionarjev, ki so šli to pot. Trdno verjamem, da jih je vodila misel, da ljudem, ki ne poznajo Kristusa, tega Kristusa ne le prinesejo, ampak jim ga živo in neposredno izpričajo. Da jim želijo pomagati k lepšemu in boljšemu življenju že na tem svetu, predvsem pa rešiti njihove duše. Žal sta politika pohlepa in izkoriščanja večkrat svoje kremplje skrila pod posvečena oblačila. A tvoj pogled, ljubi moj sveti Daniel, ki zre vame iz tako rekoč sleherne tvoje upodobitve, na katero sem naletel, me pripričuje, da je vredno, da se splača, kljub tveganju in kljub mnogim porazom. Kaj je torej fantiča, ki je bil doma na severu Italije, zvleklo v osrčje Afrike? Rodil si se kot 4. od 8 otrok, a edini preživel otroštvo, da si bil v uteho in pomoč svojim revnim staršem. Poslala sta te v Verono, v šolo za revne nadarjene otroke, ki jo je vodil duhovnik Nikola Mazza, ki je bil med svojimi učenci bolj znan po vzdevku Oče Kongo. Mislim, da sem s tem odgovoril na zastavljeno vprašanje. Takoj po posvečenju in končanem študiju teologije, med katerim si se učil tudi medicine in jezikov, si se še s 5 sošolci odpravil po Nilu navzgor do Kartuma v Sudanu, kjer si čez leta na škofovskem sedežu nasledil našega Ignacija Klomdeharja. Predtem pa je sledila še vrsta preizkušenj, najprej zdravstvene. Od prvotne 6 si mrzico preživel samo ti, pa še ti si se zato moral vrniti v Italijo. Nisi pa obupal. Ustanovil si misijonsko družbo dobrega pastirja, ki je imela moško in žensko vejo, tako imenovane kombonjance in kombonjanke. Postavljal si vasi za osvobojene sužnje, potoval tako po svoji škofiji, kot tudi po Evropi, iščoč pomoči in sredstva. Svojim sodelavcem si govoril: moramo se zavedati, da smo kot kamni skriti pod peskom, ki morda res nikoli ne bomo zagledali luči sveta, a smo temelj, na katerem bo nekoč stala ogromna stavba. Tvoj misijonski red se je razširil še po drugih afriških državah, pa tudi v Severno in Južno Ameriko, kljub temu, da so afriške misijone kmalu po tvoji smrti uničili muslimani. Ljubi moj sveti Daniel Comboni, obilo žegna za tvoj god, pa nam ga vrni in izli na nas, da bomo zmožni in sposobni tvojega navdušujočega pogleda, predvsem pa tvojega delovanja. Gregor.